Dobrodošli v podkastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes en zelo poseben posameznik, zelo moj dober prijatelj. V nadaljevanju ga bom tudi malo opisal, ampak na kratko, Peter, dobrodošel v našem podkastu. Živijo, Mark, hvala za povabilo in se zelo veselim produktivnega pogovora. Top. Zdaj, to je en tak tipičen tvoj odgovor, zelo premišljen, usklajen. Zdaj, da boste vedeli, o kom govorim, z menoj je danes Peter Merc. Pa gremo malo čez njegov izjemen CV, samo da boste vedeli, s kakšnim izjemnim posameznikom se danes pogovarjam. Pa pojva prvo malo na tvojo poslovno pot. Ti si izkušen startup pravnik, osredotočen si v industrije fintecha, blockchaina, e-sporta, spletne trgovine, si ustanovitelj podjetja Lemur Legal, si tudi ustanovitelj podjetja Fintech Factory EU, eden izmed pobudnikov in pa članov uprave Združenja Blockchain Fintech, ki je zelo močno delovala na področju in še deluje blockchaina in pa kriptovalut. Deloval si v preteklosti v finančni industriji kot član nadzornega odbora v Abanki, bil si tudi v Adiko banki, v NLB-ju. Pred kratkim si se podal na 2 nova projekta, in sicer postal si asistent profesor na Evropski pravni fakulteti, si ustanovil še eno podjetje Spike Esports Agency. Zdaj si tudi mentor za startupe v različnih podjetniških inkubatorjih, govoriva o Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju, ABC pospeševalniku, RRA Koroška, Startup Slovenija, Podjetniški sklad, si tudi zelo vpet v AmCham, si v izvršnem odboru. Zdaj pa, če greva še malo na tvojo izobrazbo, pa se pa takoj podava na vprašanja. In sicer si univerzitetni diplomiran pravnik, si magister znanosti, in sicer iz področja bančnega in gospodarskega prava. Iz tega področja si naredil tudi doktorat in pa zdaj si se podal tudi na Executive Masters of Business Administration, EMBA. Super. Pa poleg tega imaš še več kot 40 strokovnih objav v raznih člankih, tako da, kaj lahko rečem, samo wow. Je bilo res slišati zelo veliko. Jaz se zavedam tega, da je v življenju treba imeti fokus, tako da jaz sem si v eni točki, mislim, da to je 2-3 mesece nazaj, sem si odprl eno Excel tabelo in da sem si napisal noter vse svoje projekte, teh različnih projektov, tako vsega skupaj je bilo, mislim, da 13, in sem si sam sebi obljubil, da moram zdaj priti na 7. Tako da zdaj sem že blizu, do določene projekte sem šel ven, čisto iz različnih razlogov, ampak tisto, kar se mi velikokrat dogaja, je, da res, da preveč delam. Jaz osebno tudi ne verjamem, da si lahko enako uspešen povsod, ker delaš. Tako da res vsakmu priporočam, da ima nek svoj fokus in da se usmeri raj v par projektov, kot pa v vse. Je pa res, ne vem, verjetno tudi veliko podjetnikov to občuti, da je pa včasih težko kakšnemu projektu reči ne, ker vsi se na začetku toliko zelo veliko obetajo, ko si pa enkrat potem znotraj enega takega projekta, je pa pol težko iti ven. Tako da v bistvu en tak začaran krog. Ampak zdaj sem malo bolj pazljiv. Super. Ampak to je sam pomen, da si produktiven, pa da imaš ambicije in da dejansko si rad vpet v več stvari in si multitasker, ki zmeraj pravijo, da moški nismo. Dejva se pravi, moje prvo vprašanje, ki ga jaz zmeraj namenjam našim izjemnim gostom, je, če bilo midva sošolca v gimnaziji, kakšen je bil Peter? Si bil inovativen, si se rad pretepal, si rad dvigoval roko? Zdaj, če bi bilo vprašanje osnovna šola ali gimnazija, bi bilo čisto različno. Recimo v osnovni šoli sem treniral judo in takrat mislim, da sem imel samo jaz pa en Safet, sva imela čez 10 podpisov v enem letu, ker sem se pač skozi stepel. V gimnaziji sem bil pa zelo priden. V prvem letniku sem bil edini od fantov na gimnaziji Ledina, da sem bil prav dober. Tako da so me tudi učiteljice in učitelji imeli zelo radi, ker sem bil, kar se tiče šole, zelo priden. Kar se tiče pa mogoče žensk in tega, sem pa, bi rekel, malo bolj, da sem bil sramežljiv, kar bi pa tudi danes, glede na to, da sem zelo ekstravertiran, da mi ne bi nekdo to pripisal, ampak človek se spreminja čez leta. Mi povej, ob vseh teh projektih pa raznih organizacijah, ki so opet zraven, pa od tega, da pišeš razne članke, imaš ti kakšno posebno rutino oziroma imaš kakšen recept za uspeh, se v nedeljo zvečer pripraviš ali kakšen je tvoj urnik?
Okay, zdaj, jaz sem baje, da mi ljudje, ki smo device po horoskopu, da smo še bolj nagnjeni k Tudi jaz. rutinam. Zdaj, en prav poseben izraz obstaja, zdaj sem ga v tem trenutku pozabil, ampak nek izraz, ki označuje, da človek več ko bere, več ko se izobražuje, bolj ima občutek, da manj zna. Ne, in meni se zdi, in točno ta občutek se ves čas pri meni pojavlja. Jaz zelo veliko berem, študiram, ampak imam pa skozi eno tako fobijo, da še vedno vem premalo ali pa da bo šlo celo življenje mimo mene. Tako da imam rituale, recimo moja najljubša revija je Economist. Economista vsak dan berem zvečer v banji, tako da to je ritual, banja in Economist. Pred časom, recimo da pred kakšnim letom, sem začel poslušati tudi podcaste in audio knjige. Tako da imam zdaj dva najljubša podcasta, Business Wars, pa še eden od MIT Technology Reviewja, ki govorijo predvsem o umetni inteligenci. Tako da to, drugače pa že po samem poklicu moram pa tudi veliko brati, veliko se dogaja glede sprememb zakonodaje. Dejansko imamo v podjetju, kjer se dnevno ukvarjamo z različnimi strankami, izzive, ki ni izziv enak izzivu iz prejšnjega dne, tako da moramo biti dejansko na tekočem, in kar se tiče industrije, kar se tiče zakonodaje, in to te v bistvu vse sili v to, da moraš imeti neke rituale, ko si prav rečeš, da evo, zdaj si bom pa, ne vem, vsak torek med 10 in 12 uro ne odgovarjam na maile, ne odgovarjam na telefonske klice, ampak berem aktualno zakonodajo v pisarni. Recimo take rituale, ker sem v bistvu ugotovil, da če si sam v urnik ne zabeležim nečesa takega, da nisem discipliniran, in potem dnevi, tedni letijo in jaz v bistvu nič novega ne preberem. Tako da si moram samega sebe prisiliti. Super, zdaj, jaz sem tudi devica, tako da poznam to. Sem tudi zelo zorganiziran. Lahko bi rekel, da lahko celo švicarsko uro po meni nastaviš. Zdaj, zadnjič, ko smo se pogovarjali, si tudi rekel, da si svoji ekipi dovolil, da ob petkih delajo neke posebne stvari. Daj nam malo razloži. Ja, nisem tako, da bi v petkih. Jaz občudujem Hastingsa, CEO-ja Netflixa. In ravno mislim, da prejšnji teden je tudi izdal neko novo knjigo, in v bistvu Hastings ima nek koncept, ki ga v bistvu, glede na to, da zdaj že 9000 zaposlenih v Netflixu, ga ne spreminja že od samih začetkov, in on daje v bistvu svojim zaposlenim blazno svobodo. In v bistvu se skozi sprašuje glede nekega ravnotežja med anarhijo in pa neko pretirano reguliranost ali pa normiranostjo. In v bistvu Hastings daje svojim zaposlenim blazno veliko svobode, celo na poslovno kartico lahko zapravljajo zase in delajo lahko kadar hočejo, kar hočejo. In dobro, zdaj seveda pri nas v podjetju nič ravno tako, ampak mi je pa všeč model, mislim, da je to švedski model, oziroma Skandinavci so začeli razmišljati v smeri 4-dnevnega delovnika. In tudi jaz sem svojim zaposlenim v podjetju rekel, da lahko vsi delamo 4 dni na teden, da tisti 5. dan je pa namenjen nekemu izobraževanju. In zdaj to izobraževanje ni nujno povezano z podjetjem, zaradi mene lahko tudi obrazna joga, tečaj delanja sušija, karkoli, ker jaz sem mnenja, in to se tudi večkrat pokazalo skozi mojo kariero, da ko dobiš enkrat neko znanje, samo vprašanje časa je, kdaj boš to znanje lahko recikliral ali pa ga nekje uporabil. Recimo en tak zelo dober primer je, ko sem jaz delal v NLB-ju, takrat moja šefica sicer ni bila niti približno srečna, ampak jaz sem se zelo veliko prijavljal na razna notranja izobraževanja, in mene je zelo zanimalo področje preprečevanja pranja denarja. In to področje takrat ni imelo veze z mojim delom v NLB-ju. Jaz sem šel takrat se to izobraževati. Recimo danes 10 let kasneje po mojem delu v NLB-ju, je pa to eno od ključnih področji, ki ga ponujamo našim strankam. Tako da jaz mislim, da nobeno znanje, ki ga pridobiš, ni odveč, in to v bistvu želim tudi od mojih zaposlenih. Najbolj bi me bilo strah imeti v podjetju ljudi, sploh glede na to, da gre za pri nas butično podjetje tima 6, da imaš zaposlenega, ki ne čuti tega, da se mora konstantno izobraževati, da je znanje danes v tej tehnološki dobi zelo hitro zastara, in na ta način pač želim spodbujati. Ful dober odgovor.
In se strinjam, danes je res treba veliko vlagati vase, časi se to hitro spreminjajo. In ena izmed stvari, katere bi se tudi dotaknile, so tudi inovacije. In ti si bil eden izmed inovatorjev na večjih področjih. Eden izmed njih je tudi, da si dobil takrat pobudo za blockchain Think Tank Slovenija, ki je danes ena izmed avtoritet na področju blockchaina, kriptovalut. Tako da, kako si takrat sploh prišel v teh časih, ker to je bilo takrat zelo pred časom, če tako lahko rečem. Moram reči, da moje mnenje je, da politiki, sploh slovenski, so v večini primerov žal nazadnjaški in nimajo neke vizije, ampak takrat je takratni minister za javno upravo Koprivnikar presenetil. Bil je na neki konferenci na Švedskem in je slišal, kako se švedski minister, pa mislim, da finski minister med sabo pogovarjata o blockchainu in o tem, kako so Švedi dali zemljiško knjigo na blockchain in kako bodo to začeli testirati. In nekdo iz Koprivnikarjevega kabineta me je poklical, če bi lahko ministru prišel pokazati in narisati, kaj je to blockchain. In to smo takrat naredili in takrat je Koprivnikar rekel, da se njemu zdi to škoda, tak potencial tehnologije, da se mu zdi škoda, da bi se to ustavili v nekih medresorskih delovnih skupinah ministrstva, da bi bilo dobro, da bi se naredil neka neodvisna organizacija, ki bi služila kot most med javnim sektorjem, med regulatorji in industrijo. Takrat smo pač to naredili, imeli smo podporo politike, potem pa se je zgodba peljala naprej, še vedno smo aktivni, v teh letih smo vzpostavili zelo dober odnos z pristojnimi regulatorji, kar v bistvu vidim danes, da je glavna dodana vrednost celotnega think tanka, da v bistvu zdaj deluje kot neka stranka za pogovore z regulatorji. Zdaj, prej si se tudi dotaknil tega, da vlagaš v svoje zaposlene, da v bistvu iščeš talente in da dejansko ti všeč, če se ekipa izobražuje. Kako si potem ti, ki si šel v podjetje, pa si ustanovil drugo podjetje, pa si šel potem, se pravi, si šel iz blockchaina, pa v fintech, pa potem v e-sport. Kako si ti sestavil svojo ekipo? Kaj si iskal? Kaj ti je bilo pomembno? Kakšne lastnosti? Zdaj to se čisto organsko dogaja. Zdaj jaz bi rekel, da tukaj ni neke formule, ampak ponavadi iščeš ljudi, ki so podobni tebi. Recimo zdaj če se vrnem malo nazaj na vprašanje tega učenja in spoznavanja novih stvari. Recimo jaz že pri delu v NLB-ju moram iskreno povedati, upam, da nam zdaj kakšen moja šefica iz NLB-ja to poslušala, ampak jaz sem v NLB-ju svoje delo večinoma naredil v neto 4 do 5 urah. Ne? In takrat si imel potem dve možnosti, ali bi kofetko tam okoli Maxija, kar je bilo sicer zelo vabljivo, glede na to, da je bilo praktično, jaz sem delal v centru, ne, in je bilo, si imel vse okoli, ampak ne, jaz sem si že takrat printal članke, pisal potem članke, potem študiral za doktorat, študiral za magisterij, ne, in v bistvu se mi zdi, da danes tudi iščem potem neke take ljudi, ki vidim, da imajo eno podobno to fobijo pred tem, da ne da mislijo, da vse znajo, ampak da mislijo, da nič ne znajo. Ne. Se pravi, zdaj mogoče bo tele slišati, da iščem take nesamozavestne ljudi. Saj si lahko ti zelo, zelo samozavesten, ampak imaš pa neko zavedanje, da obstaja še dosti lukenj v tvojem znanju. No, in v bistvu, kar si jaz želim narediti in v tej smeri zdaj tudi gradim ekipo, je, da jaz osebno mislim, da sem najboljši v iskanju posla, v razvoju novega posla. Zelo rad tudi delam te najbolj kompleksne stvari, ki so povezane predvsem z fintechom, torej razne take bolj kompleksne pogodbe finančnega prava, kakšni taki bolj kompleksni splošni pogoji, ampak moja želja je, da podjetje oziroma zaposlene ali pa ekipo sestavim na način, da v roku leta, dveh, da prevzamejo to mlajši in v bistvu, da so oni tisti operativci, da jaz pa v bistvu res prevzamem v prvi vrsti samo del tega business developmenta. No, in tako v bistvu na ta način zdaj iščem ekipo, jih pripeljem noter, kar vidim, da je vedno bolj pomembno, pa včasih mogoče nisem toliko poudarka dajal temu, je, da mora biti ekipa zelo, zelo, zelo povezana. Recimo zdaj imam Špelo in Tejo, ki sta super mlajši pravnici in kar je še predvsem zelo dobro, je, da sta poleg tega zelo, zelo dobri prijateljici in imate vsako svojo pisarno, sedita nasproti drugi in dejansko ves čas teče komunikacija, posvetovanje, ena pomaga drugi
skupaj delata, skupaj razvijata produkte in to je to. Ne. V bistvu moraš graditi ne samo na nekem znanju glede posameznih področji, ker to je težko danes zgraditi, ker se ta področja tako hitro spreminjajo in danes dejansko smo learning by doing. Ne. To ne moreš nekaj že znati, ampak se boš mogel naučiti to. Tako da bolj bi rekel, da je poudarek na tem, da se ljudje ujamejo, ne, kot ekipa, sploh v nekih takih manjših okoljih, kot smo mi. Ne. Ker recimo zdaj, da pride v ekipo 6 nekdo, ki je tak destruktiven, pa karakterno popolnoma drugačen od vseh ostalih, imaš hitro lahko težavo. No, to si ful dobro povedal. Tudi jaz mislim, da je danes ena glavnih stvari vodje, da zna v bistvu spostaviti ta razmerja in da gradi na odnosih, razmerjih in da v bistvu išče osebe, ki imajo znanje, ki ga on nima. Zdaj, ti si bil inovator na večjih področjih in ena novost je tudi ta v bistvu tvoje nove podjetje, tvoja nova postolovščina, Spike, eSports Agency. Tako da, daj nam malo razloži, zakaj si tega lotil, kaj to je in zakaj je spravno, da si inovator. Okay. Ja, to mi je kar všeč, inovator. Ne. Zdaj tako, jaz, ko recimo naš primer, neka butična pravna pisarna, moja vizija je vedno ta, da če želiš biti res dober na nekem področju, moraš v bistvu to področje ali zelo naštudirati, ne? Ampak takrat imaš potem, če ga malo pozno začneš študirati, imaš vedno težavo, da konkurence na trgu že obstaja. Zato sem jaz vedno razmišljal v smeri, da imamo odkriti neka nova področja, ki recimo ki jih pravniki še ne razumejo. Ne? In takrat, če ima to področje dejansko nek potencial, potem imaš ti leto, 2 leti časa, preden to konkurenca, recimo v druge odvetniške pisarne, pravne pisarne, to pogruntajo in se vržejo noter, si v bistvu si ti že trg sam sem bo naredil. Ne? Recimo, takrat, ko sem jaz odhajal iz banke, takrat startup ekosistem v Sloveniji ni bil niti približno tako razvit, kot je razvit danes. Recimo, ko sem jaz svojim kolegom v banki razlagal, da grem na svoje, da bom delal kot pravnik za startupe, so se mi vsi smejali, rekoč, da v startupih itak ni denarja. In dejansko je bilo na začetku težko, ampak zelo hitro se je pa izkazalo, da smo začeli potem delati za angelske investitorje, pa za pospeševalnike, recimo ABC Accelerator, pa Ljubljanski univerzitetni inkubator. Tako da smo bili v bistvu eni prvih, ali pa celo mogoče res prva pravna pisarna v Sloveniji, ki so šli all in v startupe. Potem enaka logika 2 leti kasneje se je pojavila s kriptovalutami in blockchainom. Takrat so se vsi prijatelji, ki sem jim razlagal, da bomo šli mi pa zdaj v kriptovalute, so se mi enako smejali, da to je itak samo pranje denarja in da je to neko IT, da ne bom rekel grde besede, ampak evo, 2 leti kasneje so hotele biti največje odvetniške pisarne tudi zraven. Ne? No in zdaj zadnje take področje, ki se mi zdi abnormalno velik potencial in ga v bistvu spremljam že kakšno leto pa pol, je področje e-sporta. S tem področjem sem se srečal čisto slučajno. En moj prijatelj je menedžer za nogometne igralce, ki prodaja prave nogometne igralce v Ameriko, in enkrat je prišel do mene in je rekel, da bi en klub iz Amerike rad pripeljal enega Singapurca, da bi za 100,000 evrov na leto igral za njih igrce. Jaz sem takrat rekel, da to je sigurno nekaj narobe razumel, no, ampak se je pol izkazalo, da je bilo to že 2 leti nazaj, da je v MLS liga v Ameriki začela postavljati vzporedno e-sport ligo. No, in takrat sem jaz začel spremljati ta e-sports in v bistvu videl, kako je to vsaj z vidika nekega prava, v bistvu nek tako divji zahod, kjer še ni nič reguliran, dejansko industrija raste eksponentno hitro, seveda sploh zdaj še z tem covidom. No in smo rekli, zakaj ne bi šli v e-sport na način, da mi postavimo prvo agencijo v regiji, agencija, ki je v bistvu zastopa te profesionalne e-sport igralce. Mislim, da smo zaenkrat pokazali, da proof of concept je zelo dober. Za eno športno agencijo, za to nogometno, ki sem jo že prej omenil, se zdaj pogovarjamo že celo o investiciji, da bi v bistvu šli takoj še na Balkan. Na Balkanu, sploh recimo Srbija, Hrvaška, je gamerska scena bistveno bolj razvita kot pri nas, je pa zelo neorganizirana, tako da v bistvu obstaja res en tak potencial
da se vnese nek red v ta biznis. No, in v bistvu je to zdaj ta Spike eSports agencija je rezultat tega mojega enoletnega študija e-športa. Zdaj bomo pa videli, v katero smer bo šlo. Jaz sem vedno začel nek projekt in potem nisem nikoli bil tako, da bi bil zdaj zelo fiksiran na njega, ampak sem pač pripravljen tudi na pivotiranje. Recimo zdaj, če se bo izkazalo, da ni nekega povpraševanja za biti agent tem profesionalnim e-sport igralcem, ampak je mogoče bolj večji potencial neka aktivacija raznih brandov, torej pomeni, da je ta e-šport agencija bolj neka marketing agencija, prav bomo pa pač pivotirali v to smer. Ampak definitivno pa vidim e-sport kot naslednik veliko industrijo, velik hit, na katerega kar veliko upov polagam. To sem rekel, da si definitivno inovator, ker si zmer en korak pred vsemi, če ne celo dva. Zdaj omenil si tudi pivotiranje in jaz sem tudi zdaj kar vpet v startup svet, ti si pa definitivno bil en izmed prvih. Pa me zanima, a si ti dobil potem, ko si bil tekom svojih izkušenj pa kariere pri različnih startupih, a si dobil kakšno živco, pa si rekel, tem bo pa rata. In tako, da si pogledal ekipo ali pa idejo, pa si rekel, tle pa lahko naučil cenim, da to je pa to. Ja, ampak imel sem en tak projekt, tudi prav zdaj nedavno, sem rekel, da tem ne more spodleteti vrhunska ekipa, vsi zagriženi, ampak vse zdaj nekih stvari znotraj ekipe iskrijo, tako da ja, žal je v startup svetu tako, da dejansko res ni nič, kako bi rekel, gotovega, ali pa na nasprotni strani. Recimo, jaz bom vedno občudoval Nino Dremelj, da kako je ona prepoznala potencial v teh malih junakih, da bi meni recimo prišli neki mali junaki, da bi jaz bil nek investitor, bi rekel, da to je pa poslovna ideja, ki totalno nima smisla, ki se jo da prekopirati, ki jo lahko prekopira vsak, ki ima denar za boljšo print mašino, ampak vidimo, kaj danes to verjetno bo naslednji slovenski unikorn. Tako da ne, bi rekel, da bolj, da se jaz držim svojega pravnega biznisa, pa presojo, kjeri so res dobri startupi potencialni, ali pa kjeri ne, prepustim drugim, ker sem se res veliko že zmotil. Zdaj pa še malo v to debato, ker na naši podcast Beyond Leadership posluša tudi ogromno mladih študentov pa podjetnikov, ki šele začenjajo. Kaj bi pa po tvojem rekel je pomembno, ko se enkrat odločiš, ali bi bil v neki službi, recimo tej normalni od 8 do 4, ali bi šel v podjetniški svet, pa riskiral? Ok, tako, zdaj tle polagam vsem na srce. Moja ocena je, da 95% ljudi ni primernih, da gre v neko svojo podjetniško pot. Žal. V grobem sta dva tipa ljudi. Eni so tisti, ki rabijo neko varnost, ki dela od 8 do 4, v petek zvečer ugasne računalnik, službenega telefona ga ugasne, ga pusti v službi, skratka, gre domov in odmisel vse skupaj. Zdaj tistih 5% je pa tistih, ki bi rekel, podjetnikov. Recimo moja zgodba je taka, mogoče bo zdaj slišati tako grozen, ampak ni to grozen. Jaz sem redno v pisarni tudi do 10-11 zvečer, seveda to ne pomeni, da sem jaz za računalnikom in delam od 8 zjutraj do 11 zvečer. Jaz grem vmes na mohito v penjasa, pa na kosilo, pa lagam tudi v kino za 2 uri, pa pridem. Ampak meni se ni zgodilo, odkar sem šel na svoje, da bi si jaz vzel zdaj dobesedno en cel teden časa, da ne bi nič delal. Jaz recimo zelo veliko potujem, ampak recimo na potovanjih potem prav komi čakam, da je kakšen notranji let, da jaz potem na poti od hotela do letališča delam, pa potem na letališču, pa na avionu, da delam, pač oddelam tiste 3-4 ure in to je to. Ampak veliko ljudi si pa reče, ja, jaz bi šel na svoje, ampak se res ne zavedajo te odgovornosti, da ko imaš ti svoj biznis, je to res neka odgovornost. Saj meni se žal ni to zgodilo, da bi mi z neba padel na kakšen biznis in bi bilo zelo veliko denarja za nič dela in bi jaz lahko mirno potoval 2 meseca okoli sveta. Tako da bi rekel, da ja, dajte probati čim več različnih stvari. Jaz sem imel srečo to, da sem začel delati v NLB-ju, ki je bil zelo velik sistem. Iz NLB-ja sem šel v Hypo banko, ki je bil malo manjši sistem in sem že tam videl, da je v bistvu logika dela, logika razmišljanja ljudi čist drugačna
drugačna. Ne, in potem, ko sem šel jaz iz enega bančnega sektorja, ki je zelo, zelo rigiden, potem na svoje, ti si bilo pa pol čist nekaj drugega. Ne. Tako da, in jaz nisem bil recimo na začetku pripravljen na te šoke, recimo tudi, kar me je zelo šokiralo, preden sem šel na svoje, so mi vsi prijatelji govorili, da pridi na svoje, ti bom jaz zrihtal biznis, kar boš hotel. Vsi ti prijatelji so pol zginili in jih ni še zdaj. Ne. Tako da v bistvu sem bil na začetku. Ne. Recimo en tak safety net, ki ga ne bom nikoli pozabil, je bila edina Ajša Vodnik. Enkrat sem šel do nje in sem rekel, da sem zelo nesrečen v banki in da bom šel na svoje. In Ajša mi je takrat rekla, da Peter, če boš šel na svoje, ti sam povej, kaj rabiš. Denar, veze, kontakte, kar hočeš, vse ti bom zrihtala. Nikoli do zdaj še nisem nič rekel, vedno mi je vse sama, ampak v bistvu mi je že to takrat tako pomagalo, mogoče psihološko, da sem vedel, da če bo res kriza, da imam nekoga, da mi bo pomagal, ker se pravim, tisti prijatelji, številni z neskončno velikimi obljubljenimi biznisi, tisti so vsi zginili. To ni bilo top, to je bilo kar stresno. Ne, mislim, top, dober odgovor, ampak ja, verjamem, da ni bilo top, ampak lej, se pa v bistvu takrat nisi zanašal njih in si potem se mogel zanesti nase. Zdaj, ena stvar, ki si ti tu zelo dejaven, je tudi, da si mentor dostim startupom, pa posameznikom, pa skupaj so tudi na programu Prvi mentor MCM. Pa me zanima, a si imel tudi ti v življenju kakšnega mentorja osebo? Zdaj, izpostavil si Ajšo, a si imel? Ajša bi rekel bolj neformalna mentorka, ampak formalni mentor pa Ajšin mož, Rok Vodnik. Jaz sem bil v tem MCM Young Professionals programu, kjer sem si potem lahko konc leta izbral svojega mentorja. Sem si takrat Roka izbral in moram reči, da sva se super ujela. Rok mi je odprl oči, v bistvu njegov racionalen način razmišljanja, v bistvu tudi v bistvu čist način življenja, ne, ko vidiš, da človek na tako odgovorni funkciji, kot je bil on recimo takrat član uprave Petrola, ki je po prihodkih največje podjetje, da ima v bistvu še družino, 5krat na teden športa, hodi z mano na viski, tako v bistvu se da. Ne? In takrat vidiš na takih primerih, da v bistvu v nekem z dobrim time managementom in takim pravim pristopom v življenju, da v bistvu ni izgovorov, da se nekaj ne da. Ja, misliš, da je pomembno, ker ti si mentor dosti mladim osebam, pa posameznikom, pa tudi podjetjem. Kaj pa je pomembno, da mentor da? Kaj v bistvu ti potem daš svojim mentorirancem? Jaz bi rekel tako, da je pri mentor odnosu pomembno, da se oba dva učita drug od drugega. Da ni zdaj per se, da se šteje, da se bo pa zdaj, da bo mentor predajal neko znanje mentorirancu. Recimo jaz, ko sem imel svojega mentoriranca, mi je bilo predvsem njega zelo zanimivo poslušati način razmišljanja zdajšnjih generacij, ker dejansko se poznane. To smo zdaj recimo 10 let razlike in način razmišljanja je čist drug. Ne. Tako da bi rekel to, da se pri nekem takem odnosu se mora izhajati iz tega, da se res drugega poslušata. In pa seveda, ja, jaz vedno izhajam iz tega, da čim več nekih primerov iz prakse. Jaz sam osebno ne maram teorije, nikoli nisem imel rad teorije, tudi na faksu, ko smo se mogli učiti kakšne teoretične predmete, mi je bilo to najbolj grozen. In enako tudi zdaj v biznisu. Ne. Vedno probam biti čim bolj konkreten, s čim več plastičnimi primeri, no, in recimo na tak način lahko ti največ nekega znanja in izkušenj potem tudi preneseš na svojega mentoriranca, ne pa da mu ti predavaš o tem, kaj si prebral v nekem članku o ne vem, ali leadershipu ali pa nekaj. Ne, daj mu povej nekaj iz prakse. Pa rekel, vsak ima ponovadi v življenju nek, jaz temu rečem, aha moment ali pa nek projekt, ki te je izstrelil, ki te je zaznamoval. Kaj pa rekel, da bo v tvoji karieri nek tak projekt? A pa lahko tudi, če prihaja, še ne veva. Ampak kaj bi izpostavil? Pa ne, jaz mislim, da recimo, ko se pogovarjam z svojimi sodelavci in sodelavkami iz bank, ne, 90% jih je še vedno ostalo tam, čeprav so bili nesrečni že leta 2008, še ko sem jaz tam delal, ampak evo, 12-13 let kasneje so še vedno tam. Ne, in v bistvu sam sebe sem vedno čudoval ravno v tem, da sem se upal narediti ta odločilen korak. Ker tudi meni bi se lahko zelo hitro zgodilo, da bi ostal še tam, leta letijo, potem se zgodi kakšna finančna kriza,
naenkrat recimo bi bil trg bančnikov preplavljen, jaz bi bil neprepričan v svoje neko znanje in potem bi bil tako ujetnik v nekem takem podjetju in naenkrat bi bil tudi jaz noter v banki 40 let. Ne. Tako da ta moj aha moment, ja, bi rekel, evo, ko zdaj nazaj pogledam to, da sem res takrat napisal z tresočimi rokami odpoved v Hipotu in potem 2 dni razmišljal, kako bom zdaj to izročil šefu odpoved in pol to naredil in kakšen je bil tisti občutek sreče, ko sem to dejansko naredil. Čeprav mislim, da so moji stari takrat 2 dni jokali doma, da sem šel jaz iz varne službe v banke v startup svet, ampak nikoli mi niste tega starša priznala, ampak ja, evo, tako da to bi rekel, no, da je sigurno najbolj zaznamoval zaenkrat mojo kariero. Zdaj, ti si definitivno en izmed predstavnikov teh, bova rekla, vodij prihodnosti ali pa novodobnih vodij, ki dejansko veliko vlagaš v zaposlene, dovoliš jim, da se izobražujejo, da imajo v bistvu 4 dni dela, en dan so prosti. Verjetno ti tudi precej vračajo nazaj, da si jih opolnomočil. Kaj bi rekel, da se bo potem lastnosti, tvoje dobre lastnosti, pa lastnosti dobrega vodja? Ker vemo, da danes tudi digitalizacija je prišla, pandemija, veliko se je okoli tega pogovarjali, talenti so prišli na plano, dobri vodje so se v bistvu tudi pokazali. Ja, jaz mislim, da ena taka glavna lastnost pozitivna, ki mislim, da bi mogel imeti vsak član ekipe, ne zdaj sam vodje, je neka taka odprtost. Ne. Recimo, mi imamo zdaj, sicer še nismo uresničili, ampak slišali smo za švedsko navado fiko, da se skratka, fika je, da se enkrat na teden nekdo v pisarni nekaj speče in potem sedimo popoldne in se pogovarjamo čisto mimo vsega. Ne, recimo, taka stvar se mi zdi zelo pozitivna, zato ker daje neko sproščenost v pisarno, vsak ima možnost povedati kakšno svoje mnenje, kakšno svojo bolečino. Tako da to je taka neka zelo odprta komunikacija. Recimo, kar mi je bilo tudi zelo všeč glede komunikacije odprte, recimo, jaz sem se blazno sekiral med to prvo karanteno, takrat je pa sem bil prepričan, da glede na to, da smo mi digital business, da se nam ne bo nič poznalo, ampak je bilo katastrofalno, to je bilo tako čez noč je zginalo vse, tako da marca, april sta bila grozna meseca in vem, da veliko ljudi je imel tole karanteno time of their life, ne, jaz sem se dejansko zelo veliko presekiral takrat, no, ampak mi je bilo recimo zelo pomirajoče, ko smo se enkrat na teden slišali z ekipo, vsak je povedal malo, kako je depresiven zaradi tega, jaz sem povedal, kako poznam že vsako drevo na Šišenskem hribu po imenu, ker sem vsak dan 3-krat hodil tja gor, ker ni bilo druge. Tako da evo, mogoče res tvoj odgovor na tvoje vprašanje, jaz bi rekel, da je glavna je tista neka odprtost, da poveš, če tebe kaj muči, da poveš, da z vsemi deliš vizijo, jaz nobenemu v podjetju nič ne skrivam, vsem povem svoje plane, tudi na način imamo pogodbe tako nastavljene, da je vsak motiviran, da je še bolj prijazen do strank, zato ker dobi določen procent od določenih produktov, tako da v bistvu neko tako pozitivno okolje, kjer je res čim manj nekih pravil. Seveda je pa vedno težava ta, da pa lahko, in verjetno se mi bo to tudi kdaj zgodilo, če bomo kot podjetje zrasli, da upa nekdo kdaj taka pravila začel tudi zlorabljati. Ne. Jaz upam sicer, da ne bo, zaenkrat te, ki so, cenijo tako svobodo, ampak če pa bodo, če se bo kdaj to obrne, bomo pa mogli verjetno tudi udariti po mizi pa biti malo manj liberalni. Zdaj, ogromno se tudi pogovarjala o startupih in da pri startupih je ogromno nekega pivotiranja, izzivov, napak. Verjamem, da si tudi ti v svoji karieri, ki si šel v take in drugačne projekte, doživel že kakšne izzive. In velikokrat se tudi pogovarjamo in vidimo samo neke uspehe, nazive. Kaj pa po tvojem bili v tvojem življenju, zdaj, ko tebe gledamo, rečemo, aha, si founder tega podjetja, zdaj si tam opet, si v upravnem odboru tam. Kaj so bili pa neki izzivi na tvoji karierni poti, da še malo v bistvu predstava mladim študentom, mladim podjetnikom, da prihaja do izzivov in da zmeri bo prišlo? Ja, mogoče se vrnem tja, ker sem že bil na začetku. Skratka, vsem priporočam, da so res zelo selektivni pri izbiri projektov.
tudi če projekt mogoče na začetku zgleda, kot da ne bo neki velik dela, vsak resen projekt se zelo hitro izkaže, da zahteva celega človeka ali pa zelo, zelo veliko časa. Recimo, jaz sem podobno razmišljal, ko sem še delal v banki, sem rekel, da bom jaz začel delati lemur tako kot svetovanje startupom in potem, ko mi bo posel za laufo, bom dal odpoved v banki. Ampak sem zelo hitro videl, da če ti hočeš hoditi na dogodke, če se hočeš dobivati s strankami, potem se ti ne moreš dobivati s strankami od 5 do 6 zvečer, ne moreš se zmišljati v službi, da greš za 3 ure na kosilo, pa greš recimo na nek startup dogodek. Ne. Tako da zelo treba biti selektiven pri izbiri teh projektov. Jaz v preteklosti žal nisem bil. Kar še posebej priporočam dodatno je, da bodite pozorni, s kom greste v projekte. Veliko projektov, veliko startup projektov in tudi drugih projektov se zelo hitro izkaže kot projekt brez nekega resnega potenciala, ne zdaj zaradi ideje, ampak zaradi ekipe. Ne. Recimo, če se boste pogovarjali z resnimi investitorji v startupe, oni bodo vedno rekli, da ne investirajo v idejo, ampak investirajo v ekipo. Ne. Tako da dajte se pozanimati, danes lahko vsakmu človeku veliko zveste, dajte se vprašati malo okoli o tem človeku, kakšno imajo ljudje mnenje, ali je v redu, ali se predstavlja vam čisto nekaj drugega, kot je, ali ima mogoče že on 1000 drugih projektov, pa je tlele mogoče samo nek freerider, če bo ratal, ti si pa tisti, ki bo večino dela delal. Tako da tak research je treba narediti. Ne. In jaz sem zdaj na teh magični številki 7, se ji približujem in moram reči, da ravno zadnjič je prišel en tak spet nek zanimiv projekt iz področja gaminga, sem dobil neko ponudbo, če bi bil zraven kot nek co-founder, ampak točno vem, kaj pomeni biti co-founder. To pomeni, da spet 2-3 dni na teden sigurno dela za neko tako stvar, če hočemo to resno izpeljati in žal ne morem. Tako da v bistvu sem potem raj pri takih projektih sem potem v obliki nekega mentorja, kjer pomeni, da se dobimo, ne vem, enkrat na 14 dni ali pa me pokličajo in kaj konkretnega svetujem in s kakšnimi konkretnimi ljudmi povežem. No, tako da moja filozofija je ta, da moraš imeti vedno nek core business, tisti biznis, ki ti prinaša neke prihodke, da lahko normalno živiš in da v bistvu lahko tudi vlagaš potem v druge projekte. Ne. Recimo v mojem konkretnem primeru sta to Lemur Legal in Fintech Factory, tle imamo napeljan posel, čisto pravno svetovanje tehnološkim podjetjem, startupom, medtem ko te razni moji drugi projekti, to so pa v bistvu ne pričakujem nekih resnih prihodkov, recimo v tej e-šport agenciji, saj še kakšno leto, 2, ker vemo, da če hočeš ti to vse postaviti, narediti ekipo, iti v neko internacionalizacijo, zdaj bi bilo utopično pričakovati že takoj neke resne prihodke iz tega. Tako da to moraš vzeti v zakup in iz tega izhajati. Top. Zdaj, kar neki vlog si že zamenil, od tega, da si bil zelo močno vpet v bančni svet, potem si zdaj v bistvu founder oziroma imaš svoje podjetje, celo 2, vpet si tudi v razne te različne organizacije, svetuješ. Kako bi pa rekel, če pogledamo zgolj iz vidika vodenja, se je pa tvoj način vodenja, stil vodenja spremenil? Ker tudi jaz vem, ko sem bil mlajši, sem bil verjeten katastrofa, ker sem na vsak e-mail trznil takoj, pa nazaj odpisal še hujši e-mail, ampak sem se tekom let naučil, pa v bistvu razvil svojo inteligenco čustveno. Kako pa ti gledaš nas? Moja glavna ugotovitev, in to mi je mogoče tudi malo žal za nazaj, mislim, da je Isaac Newton rekel, da če boš ribo presojal po tem, kako pleza na drevo, se bo riba vedno počutila neumno. Ne. In v bistvu zdaj, ko če nazaj pogledam, dejansko nekateri ljudje smo bolj za neki, drugi nismo. Ne. Recimo meni ena telefonska prodaja, jaz si sploh ne predstavljam, kako bi to naredil, meni bi bilo to grozno, ampak recimo eni ljudje so pa rojeni za to, ali pa nasplošno neka prodaja, neverjetno, kako so eni sposobni ti prodati praktično vse. Ne. Recimo meni to čist nekaj skreganga. Ne. Tako da dejansko zdaj res gledam na to, da ne moš pričakovati od vsakega vse, ali pa da ne moš v bistvu svoje najboljše veščine, ki jih imaš, recimo neke soft skill,
preslikati na svoje zaposlene in pričakovati, da bodo oni bili podobno uspešni. Je pa seveda zelo hitro lahko dvorezen meč, zato ker dejansko pa moraš tudi svoje zaposlene prisiliti k razvoju nekih veščin. Ne. Recimo, meni se dogaja v firmi že ves čas, da jaz zelo, zelo rad predavam in zelo veliko predavam. Ne. Do zdaj v podjetju še nisem imel zaposlene, ki bi tudi uživala v predavanju. Ne. V preteklosti sem dostikrat rekel, ok, dobro, če pa že ti nočeš predavati, bom pa pač jaz. Ne. Ampak to je slabo, ker dejansko predavanje je v bistvu tudi nek način prodaja in ti se dejansko tudi, ko se s stranko pogovarjaš, se nekaj predstavljaš. Tako da to je neka taka zelo pomembna veščina, zelo pomembna življenjska lekcija in recimo zdaj ne popuščam. Ne. Recimo, če imamo zdaj neko predavanje in rečemo, ok, predavamo Lemuri, predavamo uro pa pol, rečemo, v redu, bom jaz predaval 1 uro, pa ti boš pa predavala pol ure, recimo. Ne. Tako da to ne. Ne, nočem pa seveda, da je to pod prisilo, ampak včasih je pa tudi treba iti malo ven iz svojega comfort zone. Zdaj, omenil si predavanje in ena izmed stvari, ki si v bistvu začel pred kratkim, je tudi, da delaš na Evropski pravni fakulteti. Kako je pa do tega prišlo? Čisto tako, jaz sem si že res celo življenje želel, da bi imel neko akademsko kariero. Tako kot si na začetku omenil, jaz sem veliko strokovnih člankov že pisal, že pred leti sem začel to svojo akademsko pot, bil sem imenovan za zunanjega strokovnjaka na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, potem me je povabila Alma Mater Evropeja, tako da sem imel lani prvič svoj predmet v prvem letniku. Osnove podjetništva in kreativni pristop. No in zdaj me je povabila še nova univerza, me je povabila, če bi tudi pri njih prevzel predmet in so me predlagali za status docenta. Tako da zdaj, ko sem dobil status docenta na novi univerzi, mi bo tudi Alma Mater priznala še status tam. Tako da začenjam svojo akademsko pot in to je eden od unih 7 projektov, ki sem ga štel zraven. Tako da tega projekta se sigurno ne bom odpovedal, ker se ga res veselim, predvsem dela študenti. Tudi jaz sem imel svoj startup, pa me zanima, kako si ti tega lotil, ker si takrat prišel do ideje, jaz bi rad počel Lemur Legal, podjetje bi rad ustanovil. Kako si tega lotil? Si v bistvu naredil poslovni načrt, malo raziskal trg, tako da dava nek pogled. Ja, tako, mogoče ne je spet to povezan z devičko, ampak spet neka sistematičnost. Jaz sem imel še pred Lemurjem, sem jaz imel en kup nekih svojih idej, kako bom naredil mini sklad tveganega kapitala. Vedno sem začel z nekimi poslovnimi načrti, pa SWOT analizami, pa business model canvasom, pa tako, ampak dejansko potem vidiš, da stvari se toliko hitro spreminjajo, toliko hitro moraš tudi se prilagajati trgu, prilagajati mogoče tudi ekipi, ki dobivaš. Tako da bi jaz rekel, da niti ni to potrebno, zdaj, da bi dajal nekaj na papir, pa probo nekaj fiksirati. Ne. Dejansko vsak ima svoj nek način dela. Recimo, kar meni zelo pomaga, je, da meni misli res hitro tečejo in včasih se mi zgodi, da se nekaj spomnim, se mi zdi genialna dobra ideja in potem hitro, potem 2 uri kasneje čisto pozabim in ni teorije, da bi se spomnil, kaj sem razmišljal 2 uri nazaj. Tako da jaz imam zdaj na telefonu eno aplikacijo, kjer si v bistvu kakršnakoli misel si jo takoj zapišem noter in potem, če recimo spet pozabim, pogledam in se spomnim. Ne. Tako da je pomembno ta tok misli malo kontrolirati, pa včasih je res škoda, da bi neke ideje šle stran oziroma bi na njih pozabil, recimo, če slučajno zdaj nimaš časa jih razvijati. Dajmo si jih nekam napisati, pa ko bo čas zrel, se vrneš nazaj pa začneš razmišljati naprej. Kaj pa je ta aplikacija? Bi mogel, ne, čisto neka taka simpel, samo toliko, da si zapišeš noter. A bi rekel, glede na to, da se mi zdi, da imamo Slovenci zdaj res kar močen startup ekosistem, da smo tak podjeten narod? Ja, mislim, absolutno smo podjeten narod. Kar mene malo skrbi, je v bistvu, da je potencial še bistveno večji.
ampak ne vem, jaz si kar včasih sprašujem, da kako ne moramo v Sloveniji kaj spremeniti, da v bistvu se na koncu vse žal začne in konča pri politiki. Recimo en tak zelo, zelo dober primer je, ki ga sam res ne razumem, pa mogoče niti ni tele primerno, da zdaj v njeno razlagam, ker je bolj političen, ampak to, da recimo, da v Sloveniji nimamo enega Filoruš sklada tveganega kapitala za start-upe, pa vem, da so hoteli priti v Slovenijo, pa ni bilo posluha politike in je šel zdaj Filoruš na Hrvaško in zdaj vsi slovenski start-upi, najboljši start-upi, tudi Biping, recimo, ki je bil start-up leta 2018 ali 2019, 2018, mislim, da je šel na Hrvaško. Skratka, to se mi zdi neponovljivo, nepojemljivo, da dejansko 10 let že gradimo ta startup ekosistem, potem pa tega ne končamo. In kaj zdaj delamo, da dejansko najboljši slovenski startupi bežijo na Hrvaško. Tako da, kaj nam bolj pomaga to, da imamo tlele genialne podjetnike, da imamo neko podporno okolje, ampak ko ti prideš do neke resne faze, ko rabiš neko B-rundo investiranja, pa teh sredstev ni in si potem prisiljen iti v tujino. Tako se mi zdi, da Slovenci sami, da smo zelo podjetni, da imamo vizijo, tudi verjetno zelo pomaga to, da veliko Slovencov mladih študira v tujini, da je pretok znanja danes bistveno večji in bolj intenziven, kot je bil včasih, ampak če ne bomo celovito razmišljali, pa če ne bomo gradili tega ekosistema še naprej, potem nismo čist nič naredili. Ja, se strinjam. Mislim, da ena velika prednost Slovenije, da že avtomatično gledamo globalno, ker imamo majhen trg. In jaz to gledam kot veliko prednost. Meni se tudi velika prednost je to, da praktično izmer poudarjam, da lahko v 2 kontaktih prideš do praktično kjerkoli Slovenca oziroma Slovenke, ki jo rabiš. Izpostavil si se tudi tujino, da radi hodimo v tujino, da se nas izobražuje tam in se nas je. In ti si tudi delal prakso v tujini. Ti si delal v bistvu Professional Fellows Program US Department of State. Tako da nam malo piši, kako je ta, tudi bil si pa v Washingtonu, če se ne motim. Bil sem v Washingtonu, Chicago, mogoče tako bolj bom dal splošen odgovor, kar mene zelo presenetilo, recimo, ko sem bil jaz na tej praksi, to je bil od US Department of State, mislim, da sem bil 3 mesece v Ameriki, tudi v preteklosti sem delal veliko s tujino, recimo zelo veliko za Švico in kaj me je presenetilo, da vidiš, da dejansko Slovenci smo zelo, zelo dobri, samo nimamo nekega PR-ja. Recimo, čisti primer nekih kripto biznisa. Vsi so govorili o Cugu, v bistvu o tem kantonu v Švici, da kako je to noro razvito, sami genialni projekti, neomejen funding za take projekte. Jaz sem bil tam, ta startup, kjer sem jaz solastnik, Blocksquare, je dobil nagrado za startup leta v tem CV, tale Crypto Valley Association. In dejansko, ko si pa ti tam in zdaj to velja ali za Ameriko, ali za Švico, vidiš, da to je v bistvu res veliko dajo v PR, objavljajo v najboljših revijah, kaj vse delajo, ampak ko si pa ti tam, pa vidiš, da je to v bistvu samo neka kulisa, da smo Slovenci primerljivi. Žal pa tega ne znamo tržiti. Recimo, zelo dober primer je bil ta Švicar, ki sem omenil, da smo za njega delal. Švicar je prišel v BTC in je videl v bistvu, da kako je v BTC-ju v radiju 2 kilometrov imel najboljše blockchain developerje, pa specialiste za digitalni marketing. Skratka, vse je dobil v radiju 2 kilometrov za tretjino cene, ki jo je plačal v Švici ali Liechtensteinu, pa vsaj enaka kvaliteta. Ampak pravim, nimamo nekega tega renomeja, ampak smo veliko krivi tudi sami. Če bi tudi mi zdaj več vlagali v marketing, da bi znali mi tudi bolj napihant te naše zgodbe, se mi zdi, da bi bili lahko še veliko bolj uspešni. Verjetno, kar se tiče blockchaina pa kriptovalut, bi po mojem se oba strinjala, da per capita smo po mojem številka 1 ali pa vsaj top 3 na svetu. Pa ti si bil vpet v ogromnih projektih, tudi rekel si, da si v bistvu eden izmed solastnikov Blocksquare, bil si pri Cryptixu, pri Ligmi, pa verjetno jih lahko še ti našteješ vsaj 1-5. Kako pa misliš, da smo Slovenci prišli od tega, da smo ratali eni od vodilnih sil na področju blockchaina?
oziroma kriptovalut? Ja, ponovadi je vedno povezan to z nekim legacyjem. Recimo, meni se zdi ključna vloga, recimo čisto pri vprašanju umetne inteligence, Inštitut Jožef Štefan. Recimo, tle se ve že desetletja, da imamo vrhunske eksperte in to, da je zdaj od UNESCO center za umetno inteligenco prišel v Slovenijo, to sigurno ni slučaj. In tle pri blockchainu je pa enako. Tle Bitstamp je naredil ogromno za ta ekosistem na prepoznavnosti, predvsem pa to je že več kot 10 let stara zgodba. To pomeni, da se v Sloveniji že 10 let vzgajajo kadri, ki veliko vejo o tej tehnologiji, te kadri krožijo med podjetji, grejo v tujino, pridajo nazaj, odprejo svoje podjetje. Recimo tudi GateHub je tudi eno zelo uspešno kripto podjetje, 1,5 milijona uporabnikov. Tudi je bil ustanovitelj GateHuba in je bil tudi del Bitstampa prej in se je tam nekaj naučil, začel razvijati svoj posel, ne, in tako to gre. Ne. Tako da v bistvu kar jaz mislim, da Slovenci, glede na to, koliko smo majhni, ne moramo biti konkurenčni v vsemu, ampak jaz upam, da na dolgi rok se bomo pa izkazali tistih nekaj par industrij, kjer smo pa lahko zelo globalno konkurenčni, ne, in da bomo to potem razvijali, ker res nima smisla, da mi naše resurse dajemo v čisto vse. Zdaj, kje bodo pa ta področja, se mora pa po mojem čisto pokazati samo od sebe organsko. Mi povej še potem, ker so že na temi blockchainu pa kriptovalutah, kaj pa ti misliš o kriptovalutah? Ker vem, da ogromen Slovencev je takrat investiral, še zdaj investira, malo smo si špekulirali. Bolj, ko smo poudarjali, ne se zadolževati, vložite kapital, ki ga lahko izgubite, bolj so se ljudje zadolževali. Tako da me zanima, kakšno je tvoje mnenje o kriptovalutah? Zdaj tako, to je zelo, zelo široko vprašanje. Mene predvsem boli srce. Jaz sem bil nekajkrat na različnih televizijah, recimo Televizija Slovenija 1, pa tudi Planetu, kjer so bile tema pogovorov predvsem te kriptoprevare. In v bistvu tam res srce boli, ko vidim, kako so ljudje naivni. Ampak se zdaj mogoče naivni reči, to je malo, bi lahko rekel, celo pretirano, ne? Ker te prevare so danes tako zelo sofisticirane s takim socialnim inženiringom, da res v bistvu kako na tak psihološki pristop spravijo tudi zelo razgledanih ljudi, iz previdnih ljudi spravijo na koncu tisti denar ven. Tako da to je tisti en ta negativni del. Drug negativni del je bil, sigurno so bili te ICO-ji, tle tudi je težava v tem, da se je izkazalo, po mojem, da 98% ICO-jev, da se je izkazalo kot prevara na koncu. Jaz osebno vem, da s tem še ni konc, tako da tle ne smem povedati, kaj se dogaja, ampak se dogajajo stvari, tako da jaz mislim, da tukaj vsaj določeni te projekti bodo doživeli nek sodni epilog, kar je prav. Drugače na splošno, če me vprašate kot o sami tehnologiji, je pa tehnologija z abnormalnim potencialom. Tudi zdaj, če spremljate, kaj se dogaja na ravni centralnih bank, Evropska centralna banka razmišlja o digitalnem evru. Od leta 2021 Švedi sploh ne bodo imeli več fizičnega denarja, ampak bo samo še e-krona. Tako da v bistvu te CBDC-ji, to so Central Bank Digital Currencies, to je v bistvu je blockchain kot tehnologija daleč najbolj primerna ravno za stvari, o katerih se zdaj pogovarjajo najbolj kompetentni globalni finančni regulatorji na svetu. Tako da blockchain ali pa recimo, če bolj pravilno rečemo, tehnologija teh distribuiranih knjig kot neka nadpomenka blockchaina je sigurno ima nek neskončen potencial. Pa ne zdaj samo z vidika nekih finančnih transakcij, ker vemo, da gremo vsi v smer neke cashless society-ja, ampak tudi z vidika raznih zemljiških knjig, digitalne identitete in tako naprej. Pa mislim, da smo Slovenci pripravljeni na to, ker dejansko mi ponovadi pravijo, da Amerika je nekaj let pred nami, Švedska je potem nekaj let še manj pred nami, potem smo pa ponovadi mi pridemo na vrsto. Koliko misliš, da smo Slovenci odprti? Tudi zdaj smo videli, da v času pandemije se je povečala prodaja prek spleta, smo začeli več uporabljati kartice, ampak ne še toliko, kot bi si dejansko ljudje mislili. Ja, jaz bi rekel, da je tudi spet eno tako zelo široko vprašanje, ampak bi rekel, da smo Slovenci v osnovi preveč
previdni, smo pa tudi pragmatični. Seveda, potem, ko se ti spremenijo okoliščine in ko ti kaj drugega niti ne preostane, potem si pač pripravljen na določene spremembe. Ampak recimo pri nas je večji problem ta, da imamo v kakšnih primerih tudi zakonodajo pretirano rigidno. Ne. Recimo imamo zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, ki bi mogla biti enaka na ravni celotne Evropske unije, ampak potem slovenski regulator doda neke svoje pogruntavščine noter in v bistvu slovenske fintehe naredi nekonkurenčne v primerjavi z evropskimi fintehi. Ne. Recimo, tle je rešitev ta, v konkretnem primeru se bo tudi zdaj to zgodilo, da pač Evropska komisija sprejme oziroma Evropski parlament sprejme uredbo na ravni Evropske unije, ki potem dejansko velja za vse države, ne, in potem države same ne more spreminjati. Tako da tle je nek tak preplet zakonodaje, preplet previdnosti ljudi, ampak bi rekel, da gremo kar v korak s časom, ampak bolj v neki hitrosti povprečja Evrope. Recimo Švedi, to, ko si rekel, jaz mislim, da so Švedi 10 let pred nami vsaj, še tudi dosti pred Ameriko. Ne. Recimo Švedi pa Kitajci so mogoče primerljivi, dobro, Kitajci imajo malo drugo logiko, ampak kar se tiče neke logike monetarnega sistema, brezgotovinske družbe, se pa sploh ne moramo še primerjati. Zdaj, eden izmed projektov, kjer so bila oba tudi zraven, je tudi Bitcoin City, ne, ki je tudi rato tako, kot si prej omenil, dejansko smo naredili neki PR, ampak ni bilo pa tako prav globalno, kot bi si zaslužil ta projekt. Ne. Dejansko lahko, mislim, da je že koliko več kot 100-150 lokacij, ki lahko plačuješ s kriptovalutami, če se ne motim. Deva se še malo dotakniti tebe kot Petra. Kaj pa ti recimo počneš, kaj tebe sprošča? Danes vemo, da je tempo, je življenje kar hiter, praktično smo peti cel dan, imamo telefone, ki so naši najboljši prijatelji in jaz, tako kot ti, so oba skozi dosegljiva, ampak ne zato, ker ne bi si tega želela, ampak imamo oba strast do dela. Tako da, daj mi povej, kaj delaš ti, da se malo sprostiš? No, tako, meni se dostikrat zgodi, da imam recimo dosti vsega, da gledam tam neko pogodbo 3 ure, pol moram si malo to razbiti na način, da grem nekaj drugega delati, ali pa celo, da grem kaj ven, pa pol pridem nazaj. Ampak recimo svojo rutino si tudi razbijam z šahom. Jaz sem začel 1 leto nazaj resno trenirati šah, zdaj ne, da sem dober, ampak napredujem, tako da imam enega ruskega učitelja, ki pride enkrat na teden k meni v pisarno in potem me tam uči otvoritve, končno igro, tako da imam zdaj na telefonu chess.com, potem je seveda vsakič enkrat na teden, ko dobim tale screen time, ki mi pokaže, da sem, ne vem, po 7 ur na dan na telefonu, se kar zgrozim, ampak pol vidim, da od teh 7 ur je 90% mail ali pa šah, tako da dobro, to mora malo zmanjšati, tako da ja, enkrat na teden v pisarni učitelj šaha. Jaz sem imel eno tako smolo v gimnaziji z učiteljico nemščine, ker smo se ekstremno bali, tako da meni se je nemščina zelo, zelo zamerila, čeprav sem se preučil 8 let nemščino, ampak takrat se mi je totalno zamerila in potem protestno nisem želel govoriti 10 let nič nemško, tako da evo, sem tudi zdaj v bistvu enkrat na teden pride v pisarno učiteljica nemščine, ki pripravi članke iz Der Spiegla na temo kriptovalut, na temo volitev Trump-Biden in se v bistvu potem nič ne piševa, ampak samo govoriva. Tako da to je tudi v bistvu potem en tak način sproščanja. Drugače pa Netflix, po mojem sem gledal čisto vse mafijske nanizanke na... Pa najljubša? Pa Peaky Blinders, verjetno. Ja, Peaky Blinders, sigurno. Zdaj sem gledal še, sem zaključil Inmate, ampak ni bilo nič posebenega. Tako da to moram tudi malo se odvaditi, ker se mi zdi, da kar poneumlja, ker se tudi tele so tako nastavljene, se te nanizanke, da z lahkoto gledaš 8 delov v enem kosu in ti gre hiter sobota in nedelja in potem si spet nazaj na delovniku. Tako da ja, Netflix je tudi sigurno ena, drugače pa košarka, tenis, imam eno poker družbo še iz časov faksa, tako da to enkrat na mesec igramo poker. Daj mi povej še ena stvar, ste se pozabili dotakniti, in sicer ti si tudi zunanji celovalec za tehnološke projekte v okviru programa Horizon 2020 za Evropsko komisijo. In ko ti dobiš pred sabo nek projekt, nek startup,
na kaj si pazljiv, kaj so neke točke, ki jih ocenjuješ? Ti imaš tle zelo jasno določeno. Ti recimo, tle poteka proces tako, da oni naredijo nek tender, jaz sem ocenjevalec za te deep tech projekte, oni naredijo tender in potem pošljejo vsakemu ocenjevalcu 8 različnih projektov in zraven ti pošljejo še točkovnik, ne vem, recimo inovativnost je toliko točk, potem ne vem, pa tržni potencial je toliko točk, potem moš v bistvu ti glede na te točke gledati, pošlješ te ocene naprej v Bruselj in potem se te v Bruslu usedeš še z 2 drugima ocenjevalcema in potem čez neko izmenjavo mnenj, potem vsi 3 ocenjevalci skupaj dosežejo neko enotno število točk. Tako je tak proces. Tako da tle niti nimaš neke blazne diskrecije, ampak ja, seveda se pa pozna, recimo, se točno zelo hitro se vidi, kjer vloge so profesionalno napisane, kjer vloge so pa tako zelo indijansko, amatersko napisane. Ne? Recimo, ker ko ti dobiš eno vlogo, pa je v bistvu isti razpis, pa je vloga napisana na 20 straneh, ena pa na 160, pol točno veš, da na 160 je pol brez veze noter, ker je neka navlaka. Tako da tisti, ki znajo pisati, bodo točno uporabili ta prave besede, vrstni red, in ker tudi seveda potem olajša ocenjevalcem, ki potem gledajo, to je noter, to je noter, to je noter. Tako da neka konsistentnost, eksaktnost je v bistvu tisto, kar opaziš pri bolj resno zasnovanem projektu. Zdaj, dostakrat pravijo tudi za projekte, če se zdaj dotakneva recimo tega znanega elevator pitcha, se pravi, da mora startup znati v minuti ali pa vmehen več predstaviti idejo, kaj v bistvu želi, in če od tebe dobi potem neko poslovno vizitko, je dejansko zmagal. Tako ti, ki si bil advisor večjim startupom, kaj so bili recimo največji izzivi, ki si jih opazil, ki so se srečevali z njimi? Ja, mislim, tako, in to vidim še zdaj, in zato sem tudi prej rekel, da se pozanimite o svojih partnerjih. Ampak tisto, kar me je najbolj presenetilo, je recimo, da ko smo začeli neko mentorstvo z startupom, smo se usedeli z ekipo in smo v bistvu v pol ure videli, da imajo 3 founderji čisto drugačna pričakovanja drug od drugega in glede nekega produkta. Recimo, jaz vedno svetujem vsem founderjem, da dajte se prvo sami usesti pred nek whiteboard in si napišite, kdo bo kaj delal, od koga se kaj pričakuje, koliko se pričakuje. Ne, recimo, ravno sem delal z enim startupom, ki tudi mislim, da ne bodo več dolgo funkcionirali. Razlog je bil pa ta, da je en founder mislil, da bo drug founder dal odpoved v podjetju, zato ker ta prvi founder je dal. Ta drug founder je res to mislil, ampak šele potem, ko bi jim tam biznis zalaufal. In ko so v bistvu po nekem takem pogovoru, in to so se oni pol leta potem, ko so že projekt začeli, so videli, da imajo dejansko čist različna pričakovanja od poteka projekta in v bistvu jaz mislim, da je to eden glavnih razlogov, da se začne ekipa hitro razpadati. Zelo, zelo dober odgovor in se strinjam. Se mi zdi, da dostakrat je res, kot si že prej izpostavil, da je ekipa tista, ki bo nekako držala tendenco, če bo projekt uspel, in ne sama ideja. Ok, zdaj glede na to, da naj jo posluša ogromno mladih podjetnikov, študentov, pa tudi ogromno izkušenih direktorjev in pa predsednikov uprav, bi midva zaključila najin pogovor s tem, da nam pove, kaj bi bili neki tvoji 3 nasveti, ki bi jih podal našim poslušalcem. Ja, prvi nasvet, da se svet vedno hitreje vrti in da znanja ni nikoli preveč in da je hitro zastarelo, tako da ne se uspavati. Potem drugi je learning by doing, praktično, recimo, ko do nas pride stranka in ko nam reče, če smo mi to že delali, glede na to, da delamo večinoma z nekimi tehnološkimi podjetji, se redko kdaj zgodi, da bi rekli, ja, točno to smo že delali. Ampak začneš potem seveda takoj razmišljati, kje si že delal kaj podobnega, kaj boš mogel naštudirati, koga boš vprašal. Tako da ne biti v paniki, če nekaj še ne znaš narediti, zato ker zelo verjetno ne zna tega narediti noben, ampak če imaš neko dobro podlago, se loti čim prej študiranja in boš sigurno zmogel. Tretje je pa moj moto, življenjski moto, če si bom dal kdaj kaj vtetovirati, zaenkrat nimam še nič, ampak če si bom dal vtetovirati, si bom dal vtetovirati carpe diem. Tako da to pa lahko delamo po 12-14 ur na dan, ampak vmes si treba najti čas tudi za šah, za sprehod, za zmenek, za mohito,
karkoli. Življenje gre res prehiter naprej in kar naenkrat, evo, že vidim sebe. Spomnim se, kako sem včeraj žuril 3-krat na teden v topu in v globalu, evo, en mesec nazaj pa star 37 let, grozen. Tako čas res hiter teče. Tako da mogoče, ja, evo, najbolj pomemben nauk od vseh je carpe diem. Polagam na srce vsem. Hvala. Zdaj še enkrat, z nami je bil res moj dober prijatelj, izjemen posameznik, podjetnik, mentor, pravnik, zdaj še profesor in pa dejansko eden izmed inovatorjev na večjih področjih, blockchain, pa definitivno zdaj nas zelo zanima, kaj se bo zgodilo v e-sportsu, zdaj, ki si ti vstopil noter. Tako da, Peter, najlepša hvala. Hvala za povabilo in uživajte v poslušanju.